Preden so obstajali ljudje, preden so bila zgrajena prva mesta in civilizacije, je obstajala drugačna različica sveta. Planet, poln orjaških bitij, živali, ki so bile izjemno velike, izjemno težke in včasih skoraj neverjetne, če ne bi bilo fosilov, ki so jih pustile za seboj. Milijone let so ogromni sesalci živeli v gozdovih, travnikih in hladnih predelih starodavne zemlje. Toda ko se je podnebje spreminjalo in se je človeška prisotnost postopoma širila, so eden za drugim izginili. In med najbolj osupljivimi bitji, ki jih je znanost odkrila, niso dinozauri, temveč starodavni sesalci, ki so nekoč resnično živeli na našem planetu. Eden izmed njih je bil ogromen primat, ki je nekoč tavala po gozdovih Azije, Gigantopithecus blaki. Zaradi svoje velikosti je bil kot različica gorile ustvarjena za prazgodovinski svet. Po raziskavah paleontologov je to bitje živelo na območjih Kitajske in jugovzhodne Azije 100 tisoče let, preden se je pojavila sodobna civilizacija. Presenetljivo je, da do danes še niso našli celotnega okostja. Raziskovalci so doslej izkopali le nekaj čeljusti in zob. Vendar pa je to dovolj, da lahko razumemo, kako velik je bil. Na podlagi analize fosilnih zob so bili njegovi kočniki večji kot pri sodobni gorili. Zaradi tega ocenjujejo, da je lahko dosegel skoraj 3 metre višine, ko je stal popolnoma vzravnano. In njegova teža je lahko dosegla več 100 kilogramov. Toda čeprav je bil izjemno velik, ni bil divji lovec. Večinoma verjamejo, da je bil Gigantopithecus rastlinojed. Jedel je bambus, sadje, korenine in druge rastline v gostih deževnih gozdovih tistega časa. Bil je kot orjaška različica orangutana ali gorile, ki je živel v bolj divjem in zahtevnem okolju. Toda sčasoma se je svet okoli njega spremenil. Gosti gozdovi so se postopoma zmanjševali in izginjali. Zamenjalo jih je bolj suho okolje in travniki. To se je zgodilo zaradi podnebnih sprememb v pradavnini. In skupaj z izginotjem deževnega gozda je izginila tudi glavna hrana tega bitja. Po raziskavah, ki so jih objavili znanstveniki na Kitajskem in v Avstraliji, obstajajo dokazi iz fosilnih zob, ki kažejo, da se je prehrana Gigantopithecusa spremenila, preden je dokončno izginil. Namesto mehkih rastlin je bil prisiljen jesti bolj trdo hrano, trde materiale, kot so lubje in trda rastlinska vlakna. In za tako ogromno žival je takšna situacija nevarna. Ko je prehrana neke vrste preveč specializirana, je težje preživeti, ko se okolje spremeni. Na koncu je popolnoma izginila pred 100 tisoči leti in še danes ostaja skrivnost prazgodovinskega sveta. Ampak če misliš, da se tukaj konča zgodba o orjaških sesalcih, bo naslednje še hujše. Kajti v starodavnih Amerikah je obstajalo bitje, kot da bi ga vzeli naravnost iz fantazijskega filma. Megateri, bolj znan kot veliki talni lenivec. Ko slišimo besedo lenivec, običajno pomislimo na počasno in majhno žival, ki visi na drevesu. Ampak megateri je ravno nasprotje tega. To je bil ogromen sesalec, ki je lahko stal skoraj tako visoko kot dvonadstropna hiša, ko se je dvignil na zadnje noge. Živel je v Južni Ameriki. V času pleistocena, obdobja, ko je na Zemlji živelo še veliko velikanskih živali. Ni bil hiter tekač, ni bil tudi plenilec kot je sabljasti tiger. Toda njegova velikost in moč sta bili dovolj, da je postal eden najbolj dominantnih rastlinojedcev svojega časa. Imel je izjemno dolge kremplje, ki so lahko dosegli skoraj 1 čevelj dolžine. Uporabljal jih je za vlečenje vej in listov z dreves. Možno pa je tudi, da jih je uporabljal za obrambo pred nevarnimi živalmi tistega časa. In obstaja še ena osupljiva skrivnost v zvezi s tem. V Braziliji in drugih delih Južne Amerike so odkrili ogromne starodavne tunele s praskami krempljev na stenah. Po mnenju nekaterih arheologov in geologov so jih morda ustvarili velikanski talni lenivci, kot je megateri, ali drugi njihovi veliki sorodniki. Nekateri od teh tunelov so tako dolgi in veliki, da so preveliki, da bi bili le navadne brloge. Toda danes znanstveniki še vedno niso prepričani, zakaj so to počeli. Je mogoče, da je to služilo kot zavetje pred vročino ali zaščita pred plenilci. Ali pa je to morda del njihovega vedenja, ki ga še vedno ne razumemo popolnoma. In tako kot številni velikanski sesalci v ledeni dobi, je tudi njim prišel konec. Po mnenju raziskovalcev je bila velik dejavnik podnebne spremembe po koncu zadnje ledene dobe. Ko se je svet segreval, se je spremenil tudi ekosistem, od katerega so bili odvisni. Hkrati se je sodobni človek začel širiti tudi v različne dele Amerike.
Zaradi tega veliko znanstvenikov verjame, da je kombinacija okoljskih sprememb in pritiska lova s strani človeka eden od razlogov za izumrtje megaterija in druge megafavne. Toda v tistem času je obstajalo še eno bitje, ki se je zdelo prav tako nemogoče, da bi bilo resnično. Predstavljaj si pasavca. Zdaj si ga predstavljaj povečanega, skoraj tako velikega kot majhen avto. To je gliptodon. Ogromen oklepni sesalec, prekrit z debelim oklepom, kot živi tank iz pradavnine. Njegovo telo je zaščiteno s trdim kostnim oklepom, sestavljenim iz tisočev majhnih ploščic. In zaradi izjemne trdnosti ga je le malo plenilcev sposobnih neposredno napasti. Obstajajo tudi študije, ki kažejo, da so starodavni ljudje uporabljali njegove oklepe kot začasno zavetje ali zaščito pred vremenskimi vplivi, potem ko je žival poginila. In tukaj še bolj vidimo, kako drugačna je bila prazgodovinska zemlja. To je bil čas, ko so v Aziji živeli velikanski opice, v Amerikah ogromni lenivci in oklepni sesalci, ki so bili videti kot iz znanstvene fantastike. Toda ne glede na to, kako veliki so bili, kako močni in kako dolgo so živeli na planetu, niso preživeli sprememb sveta. In zdaj je vse, kar je ostalo od njih, le fosili, sledi krempljev na skalah in kosti, ki tiho pripovedujejo o svetu, ki je že davno izginil. Ena izmed najbolj nenavadnih sesalcev je živel v času ledene dobe. Njegovo celotno telo je bilo prekrito z zelo trdnim oklepom, ki je bil kot vgrajen ščit proti nevarnosti. To ni bila navadna koža. Njegov oklep je bila sestavljena iz tisočev trdih kostnih ploščic, imenovanih osteodermi. Zaščita je bila skoraj enaka kot pri sodobnih pasavcih in želvah, toda pri gliptodonu je bila velikost povsem na drugi ravni. Najdene so bile fosilije v Južni Ameriki, ki kažejo, da so nekateri med njimi dosegli dolžino več kot 3 metre. Zaradi svoje velikosti in teže je bil kot počasen, a skoraj neomajen tank prazgodovinskega sveta. Leta 2020 je neki kmet v Argentini med delom na svoji zemlji odkril 4 oklepe gliptodona. Ko so raziskovalci videli fosil, jim je postalo še bolj jasno, kako veliki so bili ti živali, ko so še živele. Gliptodon je živel na prostranih travnikih in gozdovih Amerik. Bil je rastlinojet in uporabljal je svoje močne noge in kremplje za kopanje in iskanje rastlin ter korenin, ki jih je lahko jedel. Toda, čeprav je imel debel oklep, to ne pomeni, da je bil varen pred vsemi nevarnostmi, kajti v istem obdobju je po Južni Ameriki hodilo še eno velikansko bitje. In to je bil plenilec, Arctotherium, bolj znan kot orjaški kratkogobčni medved. Če je sodobni grizli že strašljiv, je bila ta starodavna pošast še toliko bolj grozljiva. Po nekaterih raziskavah je lahko tehtal več kot 1000 kilogramov in dosegel več kot 3 metre višine, ko je stal na zadnjih nogah. Po je eden največjih medvedov, ki jih je znanost kdaj odkrila. Imel je velike tace, debelo telo in izjemno močne čeljusti. Bil je kot ustvarjen za prevlado v prehranjevalni verigi prazgodovinske Južne Amerike. Znanstveniki še vedno niso povsem prepričani, kako agresiven je bil kot lovec. Vendar pa veliko raziskovalcev verjame, da je bil sposoben tega. Lahko je plenil velike živali svojega časa. Možno so sem spadali mladi gliptodoni in druge velikanske sesalce ledene dobe. In zaradi svoje velikosti si je le malo kdo upal napasti tega plenilca. Toda tako kot drugi velikanski sesalci iz obdobja Pleistocena, je tudi Arctotherium doživel svoj propad. Ko se je po zadnji ledeni dobi začela spreminjati klima na Zemlji, se je ekosistem, ki je podpiral velike živali, postopoma spreminjal. Nekatere vrste plena so izginile, življenjski prostor se je zmanjšal, hkrati pa se je razširilo tudi gibanje starodavnih ljudi po Amerikah. Sčasoma so eden za drugim izginili velikanski sesalci, ki so nekoč vladali tem deželam, vključno z enim največjih medvedov, ki je kdaj hodil po Zemlji. A vendar se tu zgodba o velikanskih bitjih iz pradavnine še ne konča. Saj je v času Pleistocena obstajal še en sesalec, ki ga je še težje verjeti, če ga primerjamo z danes živečimi živalmi. V času ledene dobe je bil stepski mamut eden največjih sesalcev na Zemlji. Bil je večji od sodobnega slona, dosegel je skoraj 4 metre višine in tehtal do 12 ton. Imel je zelo dolge ukrivljene okle, ki jih je uporabljal za izkopavanje hrane in obrambo pred plenilci. Živel je v hladnih travnikih Evrope in Azije, kjer se je prehranjeval s travo in nizko rastočimi rastlinami. Po mnenju znanstvenikov je bil tudi pomemben del takratnega ekosistema, saj je pomagal oblikovati travnike, medtem ko se je gibal po širokih območjih.
Toda, ko se je po ledeni dobi podnebje začelo spreminjati in se je človeški lov razširil, je stepski mamut postopoma izginil, dokler ni popolnoma izumrl. Še bolj presenetljiv pa je Indrikoteri, ena največjih kopenskih sesalcev, ki so kdaj živeli na Zemlji. To je bil velikanski rastlinojed, podoben nosorogu, vendar brez roga. Lahko je dosegel skoraj 6 metrov višine in tehtal do 20 ton, zaradi svojega dolgega vratu pa je lahko dosegel visoka drevesa, da bi jedel liste. Živel je v Srednji Aziji milijone let pred mamuti. Do danes je za znanstvenike še vedno uganka, zakaj je Indrikoteri popolnoma izginil z Zemlje. Še ni natančnega odgovora, vendar veliko raziskovalcev verjame, da sta imela velik vpliv podnebne spremembe in postopno propadanje vegetacije v njegovem habitatu. Ko se je okolje spreminjalo pred milijoni let, je možno, da so se tudi gozdovi, ki so bili vir hrane zanj, zmanjšali. In za tako ogromnega rastlinojedca, ki mora vsak dan pojesti ogromno rastlin, da preživi, je pomanjkanje dovolj hrane velik problem. Medtem ko so se v prazgodovinskem svetu potikali velikanski rastlinojedci, so obstajali tudi plenilci, ki so bili pripravljeni napasti velike živali. Ena najbolj skrivnostnih mesojedih sesalcev, ki jih je znanost odkrila, je Andrus arcus. Poznan je kot eden največjih kopenskih plenilcev, ki so živeli v pradavnini. Presenetljivo je, da je skoraj edina fosilna lobanja glavni vir večine znanja o tej živali. Njegovo ogromno lobanjo so našli v Mongoliji v začetku 20. stoletja in znanstvenike je takoj presenetila zaradi svoje izjemne velikosti. Njegova lobanja je dolga več kot 80 cm, kar je večje od večine sodobnih plenilcev danes. Zaradi tega verjamejo, da je imel izjemno močan ugriz, ki je lahko zdrobil meso in kosti velikih plenov. Toda čeprav je Andrus arcus znan v prazgodovini, je njegov pravi videz še vedno skrivnost. Ker so našli le malo fosilov, znanstveniki še vedno niso prepričani, ali je bolj podoben velikemu volku, hijeni, divji svini ali kakšni drugi vrsti starodavnega sesalca. Raziskovalci imajo tudi različne rekonstrukcije glede telesa in načina lova te živali. Toda čeprav so bili ti velikanski sesalci zelo veliki in močni, niso preživeli sprememb sveta. Ko so se spreminjali podnebje, ekosistemi in konkurenca v naravi, so eden za drugim izginili tudi velikanski organizmi, ki so nekoč vladali prazgodovinski Zemlji. In zdaj so od njih ostale le fosile, starodavne kosti in skrivnosti, na katere znanost še vedno poskuša najti odgovore. In čim več fosilov znanstveniki najdejo, tem bolj vidimo, kako kruta in nenavadna je bila prazgodovinska Zemlja. Od orjaškega glodavca Josepha Ortigazija do medvedjega psa Amfiziona in orjaškega vombata Diprotodona, vsako bitje je dokaz, da so planetu nekoč vladali velikani. In v oceanih so bile ogromne kite, kot je Perocetus colossus, ki je bil morda eden najtežjih sesalcev, ki so kdaj živeli na Zemlji. Toda čeprav so bili tako veliki in močni, nihče med njimi ni preživel sprememb podnebja, izgube habitata in minevanja časa. In zdaj so od njih ostale le še fosile in skrivnosti, na katere znanost še vedno poskuša najti odgovore. Kajti še preden se je začel svet ljudi, so Zemlji vladali drugi velikani.